Med pomembnimi izhodišči tega prvega pol leta bi poudarila, da smo izjemno zadovoljni, da je zavodu uspelo napraviti nek nov podvig v neki mentaliteti in razmišljanju. Navsezadnje več kot 80 je prostovoljcev, ki s svojim prostovoljnim delom kreirajo projekt in pripravljajo vse potrebno, da lahko razumemo, da je mesto prepoznano, da so kulturne institucije prepoznane in da živimo morda neko drugačno zgodbo, kot je bilo to pred časom. Dosedanji rezultati tako z vidika turističnega obiska, navsezadnje obiskovalcev je vse več tujih in s tem je tudi vse več tistih, ki živijo to Evropsko prestolnico kulture na nek drug način. Mesto je polno, kar seveda lahko sami prepričamo, in na tak način postajajo tudi meščani ponosni na mesto in na ta projekt. Konec leta smo se srečevali v precej bolj dramatičnih okoliščinah in zelo sem vesel, da smo danes nekje na polovici dogajanja lahko seveda zadovoljni s tem, kar smo opravili do zdaj, kljub temu, da seveda bo čas pokazal neko pač oceno o tem, kar smo počeli in kar počnemo. Ljudje obiskujejo različne dogodke bistveno bolj, kot bi človek to lahko pričakoval ob nekih normalnih okoliščinah. Jutri se zapira razstava Nemci in Maribor. Mislim, da takšnega rezultata, kakšna razstava v zgodovini Maribora in Slovenije verjetno ni imela, ne vem, desetletja. 14.000 obiskovalcev ali 13, nekaj takega bo na koncu rezultat. Da imajo galerije, ki imajo običajno nekaj ljudi na dan, 10-kraten obisk dnevni, da je izrazito obiskan splet, da se ljudje vključujejo v različne delavnice, procese, od ekoloških, socialnih aktivnosti do športa in najrazličnejših drugih dejavnosti, ki jih prirejamo. Mesto, kot je nekdo uporabil, mesto je živo, mesto živi drugače in kot je nekdo uporabil v javnosti že pred menoj termin, mesto dejansko brbota. In čuti se nek drugačen utrip.